Kam skriti leva za božič? Helen Stephens. Bil je božični večer. Iris in njena družina so se odpravljali na obisk k tetki Sari. Iris je bila navdušena. Božič ti bo všeč, je rekla svojemu levu. Odkar je prišel v mesto, je lev živel z Iris in vsi v mestu so ga imeli radi. A vendar sta mami in oči rekla, da mora lev ostati doma. Leva ne moreš vzeti s seboj na vlak, je razložila mami. Ljudje iz mesta, kjer živi tetka Sara, se ga bodo bali, je dodal oči. Ne, če ga skrijem, je bila prepričana Iris. Poskusila ga je stlačiti v potovalko, a je bil prevelik. Poskusila ga je zaviti kot darilo, a se je preveč zvijal. Poskusila ga je celo okrasiti z okraski, a to tudi ni bilo v redu. Ubogi lev, je vzdihnila Iris. Tako osamljen bo. Ne skrbi, verjetno bo ves čas spal, jo je miril oči. Vzemi svojo igračko levčka s seboj, da ti bo delal družbo, je predlagala mami. A Iris je bila še vedno žalostna. Leva ni želela pustiti doma. In lev ni prenesel pogleda na nesrečno Iris. Ko se je družina odpravila na železniško postajo, jim je sledil. Nihče ga ni opazil, ko se je prikradel na vlak in si našel odlično skrivališče med prtljago. Iris je žalostno gledala skozi okno. Lev jo je želel potolažiti, a še preden se je zavedel, ga je vlak zazibal v spanje. In še vedno je trdno spal, ko je družina izstopila. Tam jih je že čakala tetka Sara. Vesel božič, Iris, je zaklicala. Vendar se Iris ni počutila prav nič veselo. Ves čas je mislila na svojega leva, ki je bil čisto sam doma. Ko bi le vedela, leva sploh ni bilo doma. Še vedno je bil na vlaku, ki je peljal daleč, daleč stran v noč. Ko se je lev prebudil, je bil zelo zmeden. Vlak se je ustavil in vse je bilo zelo temno in tiho. Kam so vsi odšli? Odplazil se je iz svojega skrivališča in po prstih odšel ven. Povsod je iskal Iris, vendar ni videl nikogar. Moral jo je najti, a v katero smer naj gre. Lev je pogledal nazaj proti železniški progi. Ga bodo tračnice pripeljale do Iris, če jim sledi? Sneg je bil globok. Eno hladno tačko je prestavljal pred drugo, dokler ni končno zagledal vasi. Na glavnem trgu je opazil ogromno drevo, okrašeno z barvnimi lučkami. Vse naokrog njega so peli ljudje. Fa la 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 la. Mogoče Iris poje z njimi. Lev se je pritihotapil bliže. Našel je kapo in se poskusil pomešati med ljudi. Ampak, ko se jim je želel pridružiti pri petju, se je iz njegovega grla zaslišalo roar. Lev! So vpili ljudje
in se pognali za njim ter vanj metali snežne kepe. Na srečo levi hitro tečejo. Znajo pa se tudi dobro skriti na drevesih. Ko se je množica oddaljila, je lev opazil nekaj na oknu v zgornjem nadstropju. Videti je bilo kot Irisina igračka levček. Je to hiša tetke Sare? Moral se je prepričati. A kako naj to preveri, ne da bi vse zbudil? Prav takrat pa je lev videl nekaj smešnega. Moža, oblečenega v rdeč plašč, ki je plezal gor in dol po dimnikih. Mogoče pa lahko tudi on tako pride noter. A še preden je poskusil, sta se zaslišala glasen huš in ho, ho, ho. Nato pa mu je nad glavo švignil mož v rdečem plašču. Levo je spodrsnilo. Potem pa je ves sneg strehe zdrsnil puf in pristal na njem. Niti brčice ni mogel premakniti. Ko se je Iris zbudila, je na vrtu zagledala snežaka. To je pa čudno, je pomislila. Odšla je ven, da bi si ga bolje ogledala. To je bil zelo čuden snežak. Imel je rep. In ko se je repa dotaknila, je pomahal. Kolikor hitro je mogla, je odmetala sneg, dokler ni našla svojega leva. Tukaj si, je vzkliknila Iris. Zdaj bo to najboljši božič vseh časov. In prav zares je bil, čeprav jim je lev pojedel celo božično večerjo. Nič hudega, mu je rekla Iris. Tako ali tako imam raje pico.